Lepo pozdravljeni v 5. epizodi serije Nezlomljivi. Moje ime je Luka Hren, danes vam bova z mojim sodelavcem Juretom Gubancem predstavila neravnotežne površine in kdaj so uporabne. Ena taka zelo pogosto uporabna ali pa neuporabna zadeva je tale bosu, druga zadeva so razne žoge, pene in podobne stvari. V kakšnih primerih so uporabne, kdaj niso uporabne? Kaj bi rekel, Jure? Velikrat vidimo, da jih ljudje uporabljajo čisto za neko preventivno vadbo, drugih uporabljajo recimo z vidika kot neke rehabilitacije, nekega rehab procesa. Kaj bi rekel, kdaj bi jih uporabil, kdaj ne? Torej, predvsem se mi zdi, da ljudje uporabljajo neravnotežne površine zaradi tega, ker jim delujejo težje. Torej, vadba se jim zdi, da je težja, če so na bosuju in jih trese, ker je neravnotežna površina in trese noge in zaradi tega je vadba težja, imajo občutek, da je težja vadba. Ampak iz tega stališča bi bila sama smiselnost uporabe dosti nesmiselna, ker vadbo lahko naredimo težje, verjemite mi, z samim volumnom povečanim ali pa z povečano težo. Zdaj se treba vprašati, kakšen ima ta efekt. A hočete samo, da je vadba težja, a hočete, da je vadba bolj učinkovita, torej iz stališča lepšega telesa, izgube mase odvečne ali pa iz stališča rehabilitacije. Prav velikrat gre v bistvu za neke vrste izziv, ki to delamo. Svoj vrsten izziv, ki nima neke povezave s tistim, kar mi želimo doseči. Ne vem, recimo, da smo to uporabili z tega, ker bi hoteli vajo otežiti, da bo še boljši efekt potem, ker hočemo, ne vem, lepše oblikovati telo, ampak ne bomo dobili v bistvu tega efekta. Ker mogoče čisto, če se najprej lotva z tega vidika, ki si že tudi omenjal, z vidika oblikovanja postave. Ne? Ja. Čem je osnoven problem? Zakaj to ne uporabljajo bodybuilderji? Torej že lep primer si dal, če bi bil to učinkovito iz stališča oblikovanja mišic, oblikovanja telesne sestave, bi to uporabljali ljudje, ki se ukvarjajo s športom, ki je namenjen v bistvu telesu, oblikovanja telesa, to je bodybuilding, pa tega ne uporabljajo. Zdaj, zakaj ne? Načeloma je zato, ker pri oblikovanju telesa oziroma mišične mase lahko dosežete samo dva efekta. Lahko za vadbo, zdaj je to težko, ampak lahko imate vadbo tako slabo planirano, da si zmanjšujete mišično maso, lahko pa z vadbo povečujete mišično maso. In zdaj samo te dve varianti sta, ne morete mišice oblikovati. Oblikuje se kot posledica tega, da ste povečali mišično maso ali pa zmanjšali maščobno maso. In zdaj vaje, ki so primerne za povečanje mišične mase, niso vaje, ki bi jih delali na nestabilni površini, ko se tresete. Zaradi tega, ker sam sklep takrat telo prepozna to okolico kot nekako nevarno in ne more dodati celega outputa oziroma ne more cele zmogljivosti mišice uporabiti. Torej, vi morate mišico, da jo boste povečali, oblikovali, vi morate ali spumpati, to pomeni, da greste v neko močje, kjer mišico lahko dobro začutite, da stisnete, da jo utrudite do konca. To je nek volumen trening, lahko pa to delate prek neke maksimalne moči, torej da dvignete nekaj težkega. To je pa spet je pa tukaj potrebna stabilna površina, ne pa nestabilna, ker nestabilna vam bo onemogočila, da dvignete več. In ker vam bo onemogočila, da dvignete več, tudi ne boste mogli biti močnejši, s tem tudi ne bo mogla biti mišica večja, lepša. Se pravi, po eni strani dejansko z oblikovanjem postave so zelo efektivne vaje, kjer se mi lahko po eni strani tudi damo v neko okolje, kjer ni neke nestabilnosti. V tem primeru je veliko bolj uporaben trenažer, kot je čisto nasprotje tega. Čisto nasprotje tega bi bil trenažer, fitness. Ki ima sicer določene mogoče res minuse z vidika tega, če gledamo z neke funkcionalnosti, ker pač tam delamo v nekem izoliranem okolju, mogoče se te mišične skupine ne vklapljajo v takem zaporedju v vsakdanjem življenju, čisto z vidika oblikovanja postave veliko bolj smiselno. Veliko bolj smiselno, ja. Če pa govorimo recimo, nekateri ljudje vadijo zdaj recimo z tega vidika recimo kot neko vadbo za zdravje, da preprečijo neke poškodbe. Tukaj se mi zdi tudi ta zanimiva zadeva je zelo podobna, ker nekako se jim zdi, da če bodo tukaj dobro, efektivno izvajali vaje, da bodo v bistvu s tem tudi potem preprečili neke poškodbe, ki se lahko zgodijo, ne vem, pri smučanju, pri hoju hribe, kjer prihaja do tega, da gre levo-desno. Ampak če zelo dobro pomislimo, v bistvu v tistem okolju skoraj nikoli mi nismo na neravnotežni površini. Je vedno stabilna površina pod nami in so v bistvu zunanje sile tiste. Zunanje sile so tiste, ki nam potem kolena meče levo-desno in naša nezmožnost moči, naša slaba sposobnost stabilizacije sklepa je tista, ki nam v bistvu nestabilno vrže sklep ven. Ne to, da je površina pod vami nestabilna, ampak to, da ste vi kot vaše telo, kot vaš kavčni sklep ni zadržal
ni bil sposoben zadržati. Torej, spet problem bolj v moči. Tako da bi dostakrat rekel, da take nestabilne površine, ki se tiče, če ga mogoče biti na smučanju, ali pa na kakšno odbojko, poskoke, kjer možemo zadržati te sile, bi rekel, da so skoraj take nestabilne površine mogoče lahko kot kakšen dodatek, ki je zelo minimalen. Tam od 5 oziroma še manj kot 5% trenažnega procesa ne bi vsebovali te nestabilne površine. Zakaj? Zato, ker je v bistvu celo lahko povečaš nestabilnost sklepa s tem. Ja, v bistvu tle se mi zdi, dobro si izpostavil to v majhni količini. Včasih ja, ker včasih so gibanja malo izven osnovne osi, pa da ne postane naše gibanje preveč plastično, tako reč robotsko in monotono. Ja. Z tega vidika ja, ampak se moramo pa zavedati tudi druge stvari, zlasti če govorimo o bosuju. Recimo na bosuju so večino dražljajev, ki se dogaja, sploh če je tako obrnem bosu, večino stvari, ki se dogaja, so stvari, ki jih mi izvajamo, so v bistvu gibi, levo, desno, v veliki amplitudi, ampak odzivi na vse skupaj so pa sorazmerno počasni. Se pravi, čist kontra od tistega, ker mi dejansko delamo na terenu in bi s tem lahko dejansko poslabšali vso zadevo. Lahko da malo mišico naredimo počasnejšo. V bistvu zadržimo ta refleks, da bi se hitro v bistvu odzvali, ker če dobro pomislimo, ko pride do poškodbe, takrat, ko se je vam je zgodila, ponovadi se je zgodila ravno zaradi tega, ker ste bili malo prepočasni v odzivu. Ko ste zvili gleženj, ste v bistvu namesto, da bi hitro sprostili pa prenesli na drugo nogo težo, ste predolgo zadržali težo in je pač prišlo do tega, da je do konca zvilo. In isto je bilo podobno pri kakšni poškodbi kolena, če bi te prav čas odreagirali, nogo sprostili, prenesli na drugo stran, mogoče do tega ne bi prišlo. In z tega vidika je lahko ta zadeva lahko dejansko tudi nevarna, v bistvu, kontradiktorna. V bistvu, kadar mi omenjaš boso žogo, se zmeraj spomnim na eno od naših strank, ki se je glih zlomila gležem prav z vajami na boso žogi. Ne pri nas, ampak doma, ker je delala prav za zabavo to vadlo. Tako da so te zadeve bolj, ko bi rekel, navarne, kot pa zgledano. Pa mogoče zdaj, če pogledaš še čisto eno tako iz velika rehabilitacije. Tle se tudi velikrat uporablja. Recimo zelo pogosto vidim ljudi po kakšni rekonstrukciji sprednje križne vezi ali pa po zvinu gležnja. Zdaj, mogoče, če greva najprej na zvin gležnja, se malo smo o tej problematiki že govorila, sploh takole obrnjena zadeva, pa se ni zdaj zgolj boso, pač to druge zadeve, samo tukaj, da mogoče se zna potem predvsem, kjera zadeva je bolj uporabna, kjera manj. Če bi delali tukaj gor, spet, tako kot smo rekli, ponovadi so te dražljaje, prepočasno vse skupaj dogaja in prevelika amplituda je v bistvu. Prevelika amplituda je, ker ne moreš zadržati oziroma ne moreš naštimati, ne moreš regulirati, koliko se bo bosu žoga opirala tebi, pa koliko ti rabiš. Mogoče biti ta razpon, ker se ona opira bolj sem, amplituda je v bistvu prevelika. Je lahko pri tebi prevelika. In se mi zdi, da recimo, če že hočete uporabljati kakšen zvino gležnja, neke neravnotežne površine, tega ne bo tako, recimo, ne govorimo malo na pamet, nekje 5 do 10% celotnega programa, se pravi, mogoče ena vaja. Je mogoče smiselno rajši uporabiti kakšno leseno deščico, ki se zelo hitro odziva, ali pa mogoče, že če zelo dobro napumpamo boso, pa ga obrnemo okrog, ta zadeva predvsej ponavadi bolj... Je že malo boljša, ker je hitrejša odzivnost. Hitrejša odzivnost, ja, se to. Tukaj je odzivnost veliko hitrejša, kot pa tam, kjer je zadušena. Vse to na kontra strani. Zdaj pa še ena zadeva, ACL, pa tole, Dajva čisto pogledati. Recimo velikrat ljudje so v strahu, da z vadbo moči, kot je počep ali pa neki spadni korak, ne bodo naredili kaj slabega za ta graft, recimo ta rekonstruiran del. Po drugi strani se spravi delati na bosu, mogoče ne na bosu, ampak na peno, ampak zelo podoben efekt lahko dobimo na peni. Recimo, če smo tle gor, malo slaba kontrola, kaj se dogaja v bistvu. V bistvu stalno potiskamo koleno v neke torzijske rotacijske sile. Torej stalno gre koleno levo, desno in s tem v bistvu gremo v mehanizem, ki povzroča in poškodbe križne vezi in poškodbe meniskusa. Ja, dejansko je to v bistvu gibanje. Simuliramo mehanizem, ki nam je že delal tečaj. Ja, mogoče je to dejansko tisti mehanizem, pri katerem je poškodba nastala. In zdaj ta mehanizem bomo težko v enem takem okolju, kot je bosu, odpravili, pa bomo to najprej začeli seveda delati na trdnih tleh, tam prišli do nekega efektivnega gibanja, potem pa mogoče v nekem manjšem obsegu, tudi tukaj gor, ampak v veliko večjem obsegu pač dela rajš na krepitvi, ker mišice so tiste, ki z obeh strani dobro držijo sklep, pa potem rajš dela na stvarih, kot so doskoki, ker če tako pogledaš,
To je tisto, kar moramo biti mi dobro zadaptirani, ko gremo v hribe, ko bomo stopili do skale, ko bomo v bistvu mogli zadržati na eno nogo, ne pa v bistvu vse spodaj se bo zelo redko vse zamajali, mi moramo v bistvu zadržati, da se od tam navzgor mi ne bomo zamajali, ne podlaga pod nami. Če sta že pri rehabilitaciji, se mora vprašati, kaj je zdaj progresija, pa kaj je regresija. A je progresija to, da grem jaz delati vajo na eni nogi na bosju, ali je progresija to, da jaz delam isto vajo takole na trdnih tleh. Ja. To je tisto, s čimer bi mogli začeti v bistvu. Ne z neravnotežnimi površinami, ker doskrat začnejo z neravnotežnimi površinami, misleč, da so itak enostavne, da je to varna oblika treninga, v resnici pa lahko preprosto začeli ob steni, pa na eni nogi in je že to veliko ravnotežje v treningu. Ja, pa v bistvu... Potem kakšen izpadni korak, enonožne vaje, ki jih poznamo, predkloni, to so vse tudi ravnotežne vaje. Ja, dejansko pač včasih to zadevo vključijo pred, ne vem, počep s bremenom, ali pa še mrtvi dvig, recimo, če govorimo z vidika sprednje križne vezi, čeprav sta te dva gibanja taka osnovna gibalna vzorca, ki jih moramo usvojiti po eni strani, pa po drugi strani bistveno bolj varna gibanja. Počep pa za bremenom, predklon, definitivno pred tem. Ja, ker med počepom se ne bo zgodilo, večini se ne bo zgodilo, da boste kar naenkrat, zdaj se pa mora biti res velika utrujenost. Med počepom lahko lepo kontroliraš kolčni sklep, lepo kontroliraš koleno in v bistvu s tem natreniraš moč, ki se ti bo pol poznala na izboljšavi pri bosu žogi. Ja, tako da, verjamem, da vam je zdaj kakšna zadeva tukaj precej bolj jasna. Ne govorimo o tem, da so te zadeve popolnoma neuporabne, ampak govorimo pa o tem, da se pravi, če se odločate, kateri pripomoček mogoče kupiti za doma, mogoče ni najbolj efektivna zadeva, da kupite bosu, pa imate, ne vem, poleg vsega samo eno dvokilsko ročko, ampak bo bolj efektivno, da mogoče kakšno utežko več. So pa te zadeve včasih mogoče uporabne za kakšno drugo zadevo. Tukaj recimo zdaj Jure prikazal, kako vam velikrat... Kako pri nas uporabljamo boso žogo, torej kot pripomoček za delo v pisarni, kada nimate mize in da nimate računalnika na stegnih, ga lahko položite gor in vidite, vrat je v veliko lepšem položaju in glava, kot pa če bi imel računalnik dol na stegnih, ko bi bil moj vrat takole. Tako da zelo pametna uporaba. Ma tudi dejansko zadeva svoj smisel, ampak tako kot smo rekli, se pravi, tega uporabljate v majhnih količinah, raš mogoče nekakšno bistveno več vaj narediti, usmerjenih v kontrolo telesa, na trdnih površinah, vaj za moč in potem tudi nekih doskokih in vsem tem. Ok, to je to za 5. epizodo in se vidimo naslednjič.